čustva lahko doživlja več mesecev in let skupaj. Čustva. Moški doživi čustvo, naslednji trenutek je on že v drugem filmu. In vidva se skregata in on se lahko usede pred televizijo in je on v redu. Ti si pa v kuhinji jezna, zato ker ti si pa še vedno v čustvu. In potem si pa še jezna, ker on ni več v čustvu. In si rečeš, me nima rad, mu nisem pomembna, ne želi si me, bla. Če bi mu bila pomembna, bi se pogovarjal z menoj, ampak drugače delujete. In tukaj smo zdaj zate mi, angeli ljubezni, s svojimi sporočili in zavestjo. Danes ti želimo pripovedovati o partnerskem odnosu, o zavesti dveh oseb, ki se odločita skupaj kreirati partnerstvo. Ker različne duše izbirajo različna utelešenja v tem življenju, ne bomo predpostavljali, da gre za partnerski odnos med moškim in žensko, ampak bomo govorili o partnerstvu med dvema osebama. Ne glede na to, kakšen je tvoj spol, ne glede na to, kakšne so tvoje želje v partnerskem odnosu, ta zavest danes je zate. In začeti želimo z zavestjo, da na področju partnerstva obstaja toliko namišljenih pravil, ki si jih je vaša družba ustvarila, in takoj, ko vstopiš v ta pravila, sebe zelo skrčiš. Kaj to pomeni? Torej, vsak izmed vas ima v sebi neko idejo, ideal svojega partnerskega odnosa. Zdi se ti, da veš, kako mora odnos iti, da bo dober. V resnici pa te sprašujemo zdaj, od kje izhaja ta tvoja predstava? Je to neko hrepenenje tvoje duše ali je to samo neka zgodba, v katero si bil vzgojen, rojen? Morda verjameš, da moraš ustvariti partnerstvo do konca življenja in če ni do konca življenja, je nekaj narobe, zato ker si bil vzgojen v takšni zavesti, da je pravi partnerski odnos samo tak, ki traja celo življenje. Morda si bil vzgojen v zavest, da partnerstvo med dvema moškima ali med dvema ženskama ni mogoče in to ni prav in zato takšno vrsto partnerstva obsojaš. Morda si bil vzgojen v zavest, da v partnerskem odnosu potrebuje biti ogromno povezanosti, ogromno stvari početi skupaj, ogromno povezovanja in sodelovanja in zaradi tega ne dopuščaš, da ima tvoj partner ali oseba nasproti tebe morda malce večjo potrebo po svobodi kot ti. In torej, kar danes želimo odpreti zavest, je, da se potrebuješ zavedati, da to, kar ti verjameš o partnerstvu, je mešanica zavesti, v katero si bil vzgojen in mešanica tvoje resnice duše. In torej je zelo pomemben prvi korak ta, da umakneš kolektivno zavest in se začneš opazovati v svoji resnici, kaj je zate partnerski odnos. In torej, kar želimo danes od tebe, je, da dovoliš sprejeti si vsa sporočila, tudi če ti kakšno sporočilo ne bo všeč in boš rekel, to pa ni tako, samo dovoli. Nobeno sporočilo ni prav ali narobe, je samo zavest, ki te pomaga razširiti. In torej, kar moraš razumeti je, da ko si želiš boljši partnerski odnos, ta tvoja želja lahko izhaja iz čisto napačnih predstav, kaj je dober partnerski odnos. In torej danes te želimo toliko odpreti, da boš na koncu tega srečanja dejansko začutil iz sebe, kaj je zate partnerstvo, ki si ga želiš. Kaj je zate tisto povezovanje z osebo, s katero vstopiš v partnerski odnos, k kateremu hrepeniš oziroma stremiš.
In torej prvo, kar želimo danes odpreti, je zavedanje, da ko vstopiš v partnerski odnos, in ni važno, ali si že v partnerskem odnosu, ali še nisi, ni važno, ko vstopiš v partnerski odnos, takrat se tebi vklopi ta film. Zdaj sem v partnerskem odnosu, zdaj se moram obnašati tako in tako in tako in tako. In morda se ti je to vklopilo takoj, ko si vstopil v partnerski odnos, morda se ti to je vklopilo kasneje. Dejstvo pa je, da vsakič, ko prideš v odnos s svojim partnerjem, vsakič, ko prideš v odnos z nekom, ki je lahko tvoj potencialni partner, si ti daš v nek sistem in ti začneš delovati robotsko. Tvoja duša se umakne in naprej pride to, kar ti misliš, da moraš dati. Naprimer, ženske. Vi zelo rade v partnerskem odnosu začnete moškega zelo negovati. Ste negujoče. Mu kuhate kosilo, mu perete perilo, skrbite zanj, ga spolno zadovoljite, mu omogočate vse sorte stvari in greste v svojo negujočo energijo. Zakaj? Zato, ker ste bile iz generacij pred vami naučene, da je ženska skrbnica doma, da je ženska tista, ki pere in kuha in tralala in da je to tvoja naloga. Iskreno pa se vprašaj, ali res uživaš v tem, da so te opravki tvoja naloga. In prosimo za glasen odgovor. In torej, kaj bi se zgodilo, če bi dovolila, da bi samo dovolila, da si določenih stvari v partnerstvu ne želiš početi. Lahko da zelo uživaš v tem, da kuhaš za svojega partnerja in v redu je. Lahko pa ne uživaš v tem. In torej, kar se dogaja je, da vsak izmed vas, ni važno, ali si moški ali si ženska, ko vstopiš v partnerski odnos, ti s seboj prineseš pravila. Pravila, v katere si bil vzgojen, na katere si se navadil, ko si gledal svoje starše in detke in babice in ljudi okoli sebe. In moški, tudi vi imate svojo prtljago. Pridete v partnerski odnos in vam je kristalno jasno, da ste vi tisti, ki bo skrbel za avtomobile v hiši, da ste vi tisti, ki bo finančno priskrbel ženo, da ste vi tisti, ki bo vozil okoli, da ste vi tisti, ki bo zidal hišo. In pridete v partnerski odnos že s prtljago, kaj so točke, ki jih moraš ti opraviti. In kaj se zgodi? Poglejte plastično. Če zdaj smatramo, da gre za partnerski odnos med žensko in moškim. Ženska pride v odnos s svojo prtljago, kako mora biti dobra gospodinja in negujoča žena. Moški pride v partnerski odnos s tem, kako mora on poskrbeti. In namesto, da bi se one dva med seboj povezala na nivoju energije in duše kot oseba A in oseba B, se one dva začneta povezovati skozi zgodbe svoje družine. In začne vsak delati svoje stvari, kar misli, da mora, in drugi, kar misli, da mora, in potem se nekako navadita, da je to njun odnos, in čez nekaj časa ugotovita, da nista srečna. In potem misliš, da nisi srečen zaradi osebe zraven tebe, ker ona nekaj ne naredi, ker on nečesa ne dostavi. V resnici pa v samem štartu, v samem začetku, ko vstopiš v odnosu nisi pristan. In torej ne želimo, da razumete, da je to kakršnakoli obsodba ali kreganje, ker ne gre za to. Gre za to, da ozavestiš, da takoj, ko boš v odnos prinesel sebe, brez zgodb, kaj se od tebe pričakuje, ampak samo sebe, to, kar ti hočeš, kar se bo zgodilo, je, da se boš s partnerjem veliko bolj povezal. In kaj konkretno to pomeni? Vsi, ki ste trenutno v partnerskem odnosu, ko danes pridete domov in vas tam čaka vaš partner, ne pojdi obešati perila, ne pojdi kuhati večerje, ali pa ne pojdi šraufati nečesa v garažo, ali urejati česarkoli. Ne pojdi v svoje opravke. Pojdi do partnerja in se z njim poveži iz sebe. To, kar ti v tistem trenutku z njim želiš početi. Morda ga želiš objeti, morda želiš biti z njim intimen, morda z njim želiš gledati film, karkoli, morda želiš samo spati ob njem. Ampak pojdi iz sebe, kaj si jaz zdaj želim doživljati s to osebo. Ne kaj moram še postoriti,
ker je to moja naloga, ampak kaj si jaz želim doživljati s to osebo. Vprašamo vas, lahko to razumete? In torej, če samo to prineseš v svoj partnerski odnos, da vsakič, ko prideš v odnos s tvojim partnerjem, se vprašaš, kaj si jaz zdaj želim z njim početi, kaj si jaz zdaj želim ob njem doživljati, kaj si jaz zdaj želim. In prideš s tem v prostor, prideš s tem v vajin odnos. Kar se bo zgodilo, je to, da se bo tudi oseba nasproti tebe, tudi če je ni na tej delavnici, začela povezovati s teboj iz svoje pristne energije. In kar naenkrat se boš ob osebi fantastično počutil. Ni naključje, da je točno ta oseba tvoj partner. Bomo govorili tudi o tem, če želiš zaključiti partnerski odnos, bomo govorili o tem, če iščeš partnera in ga še nimaš. Gremo po vrsti. Torej, če obstaja partner v tvojem življenju, potrebuješ vedeti, da ti imaš v glavi USB ključek, ki ti nalaga program. In tvoj program je, jaz kot ženska, jaz kot moški moram to dati, moram to dati, moram to dati. Ampak ko to daješ, ti sebe dobesedno popolnoma potlačiš, tebe ni. Samo to, kar moraš, tvoj to-do seznam je. In logično, da ne more energija teči, da ti osebe ne čutiš, da se spolno več ne privlačita, da ni več kemije. Če pa ti samo zamenjaš ta USB ključek in daš noter sebe, kaj si jaz želim, in samo izraziš v odnos, jaz si to želim, jaz si želim to doživljati s teboj, dajva to doživljati. Kar se bo zgodilo, je to, da boš v odnos prinesel ne pravila, ampak svojo energijo. In oseba se bo začela odzivati na te. In torej, kar je zelo pomembno, je za vse, ki obstajate v partnerskem odnosu, ne glede na to, ali ga želiš zaključiti ali ne, da začneš to prakticirati. Za vse, ki ste samski, pa začnete isti trik prakticirati, ko se dobite z osebo, s katero se morda družite, hodite na zmenke. Ne pojdi seznamom vsega, kar moraš izvedeti o osebi na zmenek. Samo pojdi tja in daj sebe. Pokaži sebe, hecaj se, bodi ti. Vse, kar ti si, daj na pladenj. Daj na mizo. In torej, kar morate razumeti je, da se največja povezava v partnerstvu zgodi spontano, ko vsak od partnerjev umakne stran svoje zgodbe. In torej, zdaj se boš vprašal, ja, ampak kosilo še vedno mora biti skuhano za otroke, ali pa, ja, ampak avtomobil še vedno mora biti popravljen. Seveda, ampak kaj je tvoja top izbira, da bo to narejeno? Začni se spraševati to, ker spet, ti imaš v glavi film, kako mora biti kosilo skuhano s tvoje strani. Kako mora biti avtomobil popravljen s tvoje strani, kako morajo biti računi plačani s tvoje strani, kako mora bla, 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 bla. Življenje ti ponuja več opcij. Če ti vedno izbiraš samo eno, je to zato, ker se ne ozreš okoli in se ne vprašaš, kaj so še druge opcije. In torej, če si ti nekaj želiš v partnerskem odnosu, potrebuješ to izraziti. In to ni nekaj, kar ti sam pogruntaš, kako bo kosilo skuhano. To je nekaj, kar prineseš v partnerstvo in rečeš, na primer, če ti kot ženska si navajena kuhati kosilo, pa tebi ni do tega, ti res ne uživaš v tem. Zakaj bi sebe dajala v to, zakaj bi sebe dajala v to? Odpri se za opcije in se usedi s svojim partnerjem in mu reči, poglej, jaz sem začutila, da ne uživam, ko kuham sama. Želim si, da bi našla neko rešitev. Ne vem, mogoče, in razmišljaš o opcijah, mogoče bi najela kuharico, mogoče bi šla večkrat jest ven, mogoče bi kdaj skupaj kaj skuhala, mogoče bi me ti kdaj presenetil, dajva se pogovoriti. In torej, kar morate vedeti je, da ker vi vstopite v partnerski odnos in pogovore že s prepričanjem, to ne bo šlo skozi, ker on ni tak ali ona ni taka, se ne date v tok, da se vaši problemi v odnosu rešijo. In torej naš nasvet je, tako kot prideš pristan v odnos in izraziš sebe in delaš v odnosu to, kar ti želiš s partnerjem delati,
je pomembno, da tudi za vse opravke, za vsa opravila, ki pridejo z življenjem, ker pač živite skupaj, ker doživljate življenje skupaj, da je to del pogovora, da to prineseš v pogovor in rečeš, želim, da najdeva nov način reševanja tega, dajva razmišljati o opcijah. In torej, ženske, vi morate vedeti, če ste v odnosu z moškim, moški so zelo enostavni in če boš ti njemu rekla, ne maram kuhati, bo on rekel, v redu, bova pa naredila to drugače. Bo on odprl preprosto rešitev. Ampak bodi ti pripravljena spustiti to pravilo, da ti kuhaš. In zdaj se vam morda zdi, da je to preveč na široko, da je to preveč dela, ampak kar vam želimo razložiti je to, da partnerski odnos je preplet energij dveh duš. Si kot presta, zavit si eden mimo drugega oziroma en z drugim si zavit. In če ena oseba v partnerskem odnosu ni srečna, ker živi v vlogi in dela stvari na silo, bo to drugi čutil. In druga oseba bo želela, da si ti sproščena ali sproščen, zato ker bo tudi ona to čutila, da bo energija spet lahko tekla. Zato vidimo, ko gledamo v vaše partnerske odnose, da ste zelo individualni v svojih partnerskih odnosih. Svoj svet imaš, po svoje stvari rešuješ, ne deliš s partnerjem. Pa ravno to je pomembno, da začneš vzpostavljati dvojino v smislu tukaj sva, skupaj v tem, pogovarjajva se o možnostih. In če tudi je za kakšno stvar potrebno več časa, daj partnerju prepoznavo, da sta skupaj v tej zgodbi. In torej, kar je zelo pomembno za partnerski odnos, kolikor ga imaš oziroma če ga še nimaš, ko ga boš ustvaril, je, da vedno partnerja doživljaš kot tvojega zaveznika. Če tudi se kdaj skregata, če tudi te je kdaj razočaral, če tudi je kdaj deloval drugače, kot si ti pričakoval. Tvoj partner, če je v partnerskem odnosu s teboj in si želita tega odnosa, je tvoj zaveznik, zato začni z njim tako delovati. To ni tvoj nasprotnik, pa tako pogosto se postavljate na nasprotne bregove. In torej v partnerskem odnosu je torej najpomembnejša točka, prva stopnja povezanosti ta, da ti ne vstopaš v partnerski odnos s prtljago, kaj vse ti moraš, ampak daš v pogovor, kako se bosta vidva organizirala, kako se bo vajino partnerstvo organiziralo. In če boš ti, draga ženska, to je zate, dovolila, bo moški sledil. Zato, ker moški si želijo ob sebi srečno žensko. In če bo tebe osrečilo to, da te pelje na kosilo, namesto da ti kuhaš, bo on to naredil. Ker verjemite ženske, da za moškega, in to moški lahko poveste, če je res ali ni res, za moškega ni hujšega kot ženska, ki ji nekaj ni všeč in on ne ve, kaj ni všeč. Moški. Ob sebi imaš žensko, ki je tečna, ki ji nekaj ni všeč, ti ne veš, kaj je, da bi to popravil in ona kar ostaja tečna. Ali je to breme ali ni? In torej, kaj moški naredijo? Ko ti ne skomuniciraš svoje želje, zdaj govorimo za ženske, ko ženska ne skomunicira svoje želje, moški čaka najprej, da bo skomunicirala in ko ne skomunicira, on misli, da je vse v redu in gre. In gre naprej s svojim življenjem. Moški imajo drugačno časovnico čustvenega doživljanja. Ženska čustva lahko doživlja več mesecev in let skupaj. Čustva. Moški doživi čustvo, naslednji trenutek je on že v drugem filmu. In vidva se skregata in on se lahko usede pred televizijo in je on v redu. Ti si pa v kuhinji jezna, zato ker ti si pa še vedno v čustvu. In potem si pa še jezna, ker on ni več v čustvu.
In si rečeš, me nima rad, mu nisem pomembna, ne želi si me, bla, bla, bla. Če bi mu bila pomembna, bi se pogovarjal z menoj, ampak drugače delujete. Dobesedno možgane imate drugačne. In kar se dogaja je, moški možgani so usmerjeni k rešitvi. Ko vem problem, poiščem rešitev. Od točke A do točke B. Tako moški funkcionirajo. Ženska, pri tebi je drugače. Pri tebi je točka A, B, C, Ž. In ti potrebuješ več procesa, več pogovora, več komunikacije, sodelovanja, da ti prideš do končne točke. In torej, moški, poskušajte razumeti, da ženska ne zmore vedno v trenutku spustiti jeze ali spustiti čustva, kakršnokoli to čustvo je. In samo sprejmi to, da ona potrebuje dlje časa, da se ta vihar v njej zgodi. Ženske, ste se kdaj vprašali, zakaj vas moški začnejo hecati, ko ste tečne? Zato, ker vas oni na ta način želijo sprostiti. In takrat, ko si najbolj tečna, on tebe zajebava. In potem mu rečeš, a zdaj me boš pa še hecal, bla, 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 bla. Ampak samo ozavestite ženske. Moški na tak način tvoj vihar želi umiriti. In ko on tebe poheca, to ni zato, ker on tebe želi razžaliti ali te ne spoštuje, ampak ravno zato, ker si mu draga. In zato, ker vidi, da si se ujela v čustvo in je vihar čustva in vroča si in vse se vrti in nisi dobro. In potem on misli, da če bo špiknil v tvoj balon, bo počil in boš ti v redu. V resnici se zgodi pa ravno nasprotno. Prilije še več bencina na tvoj ogenj in ti samo še bolj eksplodiraš. Ampak dejansko je ta taktika moških dobra. Marsikatera taktika moških ni dobra in tudi o tem bomo govorili. Ampak ta taktika je dobra. Zato, ker kdaj se tvoja energija najbolj spremeni? Takrat, ko se predihaš. In ko se nasmeješ in greš ti sprostiš napetost v telesu. In zato, ko naslednjič pride do situacije, da ti zategneš in moški s hecom tebe hoče sprostiti, samo pojdi s tem. In najprej ti bo čudno in potem ti bo bedno, ampak naslednjič boš pa sprejela in boš lahko dovolila, da se na tak način tvoja napetost sprosti. Drugo je pa za moške. Moški, ko imata vidva ženo, žensko, kakršenkoli problem, je na tebi, ti hitreje sprocesiraš stvari in zate je pomembno, da se umakneš, da stvar predelaš in ženske dovolite to. Se pravi, ko se vidva skregata, kaj je najboljša stvar? Da gre vsak v svoj prostor, ampak res. Zato, da ti greš nazaj v svojo energijo, da gre on nazaj v svojo energijo in potem prideta skupaj. Zdaj pa trik za moške. Moški, zelo boš uspešen, če boš ti tisti, ki bo prišel do nje. Je res, ženske. Se pravi, gresta vsak zase, se predihata, ampak ker ti hitreje predelaš, moški, je pomembno, da ti s to predelano energijo, s to svežo, cvetočo energijo, prideš do nje. In v tistem trenutku samo objemijo in ji povej, da jo imaš rad. Ker ona to potrebuje. In morda v tistem trenutku ne bo pravi čas, da razdelata vse vajine probleme, ampak samo daj ji vedeti, da jo imaš rad. Ker pri ženskah se pogosto, ne pri vseh, ampak pri veliko ženskah, se pogosto zgodi to, ko pride do prepira ali nečesa, ko se ne strinjata, gresta vsak na svoj konec, če pride do tega, da gresta vsak na svoj konec. In če moški ne pride do nje, se ženska začne, se v njej vklopi, da bo zapuščena, da ne bo on več želel biti z njo, da ne bo dobila ljubezni. Ogromno teh procesov, ki so kolektivno trenutno v ženske zasidrani, se vklopijo.
In ženska sama lahko prepoznaš, recimo, da ti moškega kličeš, pa te ne pokliče nazaj in te ne pokliče po nekaj urah in po nekaj dneh in se v tebi dejansko začne vklapljati ta proces. Včasih, če 5 minut ne pokliče nazaj, se tebi vklopi ta proces. Zato, ker kolektivno v tej dobi ženske zdravite občutek zapuščenosti. Ker ste bile v prejšnjih dobah ženske velikokrat zapuščene strani vojn, strani smrti, strani bolezni, da ste bile same. In to obstaja kot neka esenca v zraku. In zato, ko se ti to zgodi, da se v tebi zbudi ta občutek, strah, pustil me bo, zaključila bova, ne bo prišel nazaj, ne bova se povezala. Ko se ti katerikoli ta strah rodi, vedi, da to ni tvoje, to je kolektivno. Vprašam vas, lahko prepoznate te občutke, o katerih govorimo? In torej, ko se tebi to zgodi, takrat najprej vedi, to ni moja stvar, je moja stvar, ampak ni moje, ampak je kolektivno. In takrat, kar potrebuješ, je, da se daš v nekaj, kar ti je zelo tesno oziroma fizično blizu. Ali da se oblečeš v tesne pajkice, ali da daš pulover, ki je bolj tesen, ali da se zavijaš v kovter, ki je tesno ob tvojem telesu, ker energijsko potrebuješ sebi dati fizično in z energijo občutek varnosti. In če boš to naredila ali pa se samo močno stisnila k sebi in samo dihala čez ta občutek, boš prešla čez to. Zato moški je tako zdravilno za ženske, da ko prideš do nje, da jo samo objameš in ji poveš, da jo imaš rad in ji povej, tukaj sem. Zato, ker one kolektivno zdaj to zdravijo. Vprašamo, lahko to razumete? In torej, kar je zelo pomembno, če zdaj govorimo med moškim in med žensko, zelo pomembno je, da prepoznate, da delujete drugače, ker ste drugače sprogramirani. In moški so sfokusirani v rešitve in zato ženska od tebe potrebujejo jasnost, kaj si ti želiš, kaj potrebuješ. Veliko pogovorov, ko opazujemo vas ljudi na planetu Zemlja med moškim in žensko, gre pa takole. Ko moški dojame, da ne ve, kaj bi ženska rada, in reče, ljubica, povej mi, kaj bi rada. In potem ona reče, nočem, da prihajaš domov pozno, nočem, da to in to in to in to. In kaj se dogaja? Moški še vedno ne ve, kaj bi ona rada. Ker ona samo govori, kaj on narobe dela in kaj ona noče. In potem, ko ona to pove nekaj primerov, se on začne počutiti, nisem dovolj dober, ne dostavim dovolj, ona ni srečna. In ko moški ima ob sebi žensko, ki ni srečna, on reče, moja ženska ni srečna, nekaj je narobe, ker moja ženska ni srečna, nekaj delam narobe. Ampak še vedno je v problemu. Se pravi, kaj bi se zgodilo, če bi ti ženska, namesto tega, da poveš, kaj nočeš in kaj ti ni všeč in kaj on narobe dela, ti samo skomunicirala, kaj si želiš. In kaj bi se zgodilo? Moški pride in reče, ljubica, kaj bi rada? In ti rečeš, želim si več časa preživljati s teboj. Želim, da kdaj skupaj počneva to in to. Želim si te. V moških možganih se prižgeje zelena luč, zdaj on ve, kaj mora narediti. In kaj je to? To pomeni, da on je že na poti do tega, ker on ve, kaj ti potrebuješ. In torej, zares poskušajte razumeti, da v partnerstvu ste zavezniki, niste nasprotniki. Velikokrat se pa postavljate na nasprotne bregove. In torej, drage ženske, več jasnosti v komunikaciji, kaj želiš, na tak način bo tvoj moški lažje dostavil in prinesel svojo energijo in sodeloval v partnerstvu. Moški, povejte, ali je res ali ni. Ženska toliko stvari počne sama, poveti, da te ne rabi ali pa ti s svojimi dejanji pokaže, umakni se, da ti na neki točki nehaš predlagati tvoje sodelovanje. Torej, ženske, opazite se. Ti bi rada, da on sodeluje, naprimer, da ti pomaga nekaj. Ampak potem pa začneta, pa ti delaš vse po svoje in sama. In torej, moški vidi, da je že poskrbljeno. Ti že imaš kontrolo in on gre. In potem si jezna, ker gre. Ampak ženska, od tebe je odvisno, ali ti daš prostor za sodelovanje ali ne. Ker ženska postavlja energijsko sled. In če bo ženska zaprla vrata, naprimer za spolnost, moški ne bo prišel čez, ne more.
Zato, ker ženska zapre vrata, lahko jih pa odpreš, lahko pa ti odpreš vrata v vajno sodelovanje in začneš komunicirati, kaj si želiš, in ko nekaj počneta skupaj, mu dovoliš, da stvari on prispeva, mu dovoliš, da on stvari naredi po svoje. In torej, ženske, če boste to upoštevali, boste videli, kako se vam bo partnerski odnos izboljšal in moški bodo začeli več prispevati. Ker ko kolektivno gledamo, vidimo, da je problem na strani žensk, v smislu, da vi vidite, da je to problem. Problem na strani žensk je ta, da moški premalo vlaga v partnerski odnos. Ali bi se s tem strinjali? Tebi se zdi, da bi lahko on dal več od sebe. Na strani moških, oni pa ne prepoznajo, da je sploh prostor za njih, da se izrazijo. In torej, zato je tako pomembna ta prva sporočilnost, da ko vstopiš v odnos, ne pojdi, kot moški moram dati to. Kot ženska moram biti takšna. Ti samo stopi iz sebe, iz svoje energije. In kaj vam bo recimo pri tem zelo pomagalo? Če predno vstopiš v odnos, da boš bolj sebe začutil, narediš neke zvoke spusti. Ali iz grla, ali nekaj naredi, samo neki zvok spusti, ker zvok te pripelje v telo. Ali pa samo povej svoje ime. In to te pripelje v telo. In torej, kar vidimo je za ženske, če dokončamo, več in bolj jasno izrazite, kaj si želite, in več dovolite moškemu, da sodeluje na svoj način. Ti mu samo povej, kaj si ti želiš, kako bi ti rada, cilj mu povej, ne poti. Ker ti mu rečeš, naprimer, se odločita prepleskati stene in mu ti rečeš, jaz hočem, da ti prepleskaš stene, morava prepleskati stene, ampak ta naj bo rumena, ona naj bo zelena in to je potrebno v soboto narediti. In moški morda bi drugače se zorganiziral. Morda bi on najel nekoga, da prepleska. Morda bi on to delal že v četrtek. Ampak ne. Zato, ker ti preveč skontroliraš situacijo, on nima prostora, da pride zraven. Ženske lahko to razumete. In torej praktično to pomeni, ko ti nekaj želiš, ti samo povej cilj. Povej, jaz si želim ta cilj. Lahko poveš, jaz bi to naredila na tak način, ampak ti dajem prosto pot, da najdeš morda kakšen način, ki bo tebi bolj odgovarjal in v katerem boš ti boljši. In torej, če želiš, da bi moški več prispeval v partnerski odnos, mu potrebuješ dati prostor za to. Ampak napaka, ki jo ženske delate, je, da mu potem ne samo, da mu izraziš, kaj bi rada, ti mu narediš cel seznam. In mu naenkrat v roke porineš to in to in to in to in to in to in to. In potem zopet moški pade v svojo vlogo in on to naredi, ali pa se mu za vse in tega ne naredi. In torej, ženska, postani mehkejša, on ni tvoj nasprotnik, on je tvoj zaveznik. In samo izrazi sebe jasno in ustvari prostor, daj mu priložnost, da on na svoj način stvari naredi. Zdaj pa moški, za vas. Zelo pomembno je, da večkrat, ko pride do vajnih nestrinjanj ali da gresta narazen v neki situaciji, da si ti večkrat tisti, ki pride k njej, jo objame in ji samo pove, rad te imam. In morda bo ona začela nazaj, ti jo pa samo objemi in ji naprej pove, rad te imam, tukaj sem zate. Se bova vsem pogovorila, ampak samo najprej sprejmi mojo ljubezen. In torej zares je pomembno, da pridete v žensko polje takrat, ko je ona ranljiva. Ne, da jo pustite samo. Ker vi razmišljate po moško in vi veste, če ima kolega problem, bo že povedal. In če bo povedal, boš tam, če ne bo povedal, pa pač ne boš. Ampak pri ženskah je drugače. Ona včasih ima problem, pa ne pove. In zato, ko ti zaznaš to, pridi in to je tvoj način vstopanja v partnerstvo s tvojo mehko moško energijo.
Naslednja stvar, moški, ki je zelo pomembna, je ta, v odnos s svojo žensko. To velja, da vstopate pristni iz sebe, da dajete to, kar vi čutite, se pravi ne iz te zgodbe, ampak želimo dodati še to. V odnos s svojo žensko potrebuješ vstopati z zavedanjem, da se njena energija tekom dneva, meseca in leta večkrat zamenja kot tvoja. To pomeni, čisto fizikalno, iz telesnih procesov, ti si lahko cel mesec v isti energiji, ti si lahko cel mesec v istem stanju počutja, zato ker so tvoji hormoni stabilni. Pri ženski ni tako in ona ne more biti enako stabilna, kot si stabilen ti. Zato ker pri njej hormoni nihajo, procesi se v telesu dogajajo, ženski se temperatura v telesu tolikokrat zamenja, da so ženske dejansko bolj občutljive. In torej, ti moraš vedeti, da ti imaš ob sebi vsak dan drugo žensko. In zato, če je en trik deloval včeraj, morda ne bo deloval danes. In kaj mislimo s tem? Opazuj svojo žensko in bodi pozoren na 3 stvari. In ženske, tudi vi ste lahko pozorne na te stvari pri sebi, pri prijateljicah. Ko je ženska obrnjena vase, prav čutiš jo, kako je z energijo znotraj. Telo je bolj počasno, ona manj hiti, kot da za vse potrebuje več časa, kot da bi bila malce otožna. Ni žalostna, ampak samo tako energija je obrnjena navznoter. Takrat je ženska v stanju, ko tvoje hecanje ne bo delovalo. Ona je v stanju, ko se njena energija obrača navznoter in je ranljiva. In takrat bo vsako tvoje hecanje ona še bolj osebno vzela. In torej v takem stanju, kar je najbolj pomembno, je, da si zelo dotikajoč. Da si fizično blizu, tudi če ležite na kavču in se je dotikaš samo z mezinčkom, samo fizično ji bodi blizu, objemajo, daj ji svojo toploto, samo bodi fizično zraven. Kajti, ko je ženska v tem stanju in ti začneš njo hecati in se začneš z nje norčevati, ona takrat ni na energijski stopnji sposobna iti s teboj v ta hec. In ženske same veste, kako je. Takrat, ko si ti občutljiva, ti potrebuješ ob sebi samo občutek stabilnosti. Je res, ni res? In torej, moški, ko zaznaš, da je ženska v tem stanju, da je tako obrnjena navznoter, takrat bodi samo bolj čuteč. Seveda potrebuješ še vedno ta čutečnost priti iz tebe, ne da samo rečeš, čutečnost, priklopi se in začneš to energijo. Ampak dovoli si v sebi iti v to energijo. To, da je ženska ob tebi vsak dan v drugi energiji, je dejansko zate dar. Zato, ker ona svojo energijo dejansko tudi tebe podpira. In torej, ko je ženska obrnjena navznoter, takrat ti njo raje vprašaj za nasvet ali pa ji postavi kakšno vprašanje, da ti ona pove, o čem ona razmišlja in boš ogromno stvari izvedel. Zato, ker takrat je ona polna idej v smislu ve stvari. Takrat ona ve stvari. In torej, ta obrnjenost navznoter prihaja pri ženskah takoj v tistem delu njenega cikla, ko se zaključi ovulacija, se njena energija začne obračati navznoter. Se pravi, moški, kako boš ti to opazil? En dan je ona, vse bi, skakala bi po tebi, naslednji dan, buf, konec. Zato, ker se ji energija obrnila navznoter. In ko je ženska v tem stanju, samo bodi bolj čuteč in takrat je ona zelo intuitivna, pretočna, ve stvari, zato vprašaj jo kaj. Na tak način ti bo tudi tebe osvetlila, tvoje življenjske situacije.
Potem pa se zgodi to pri ženskah, to je drugo stanje, v katerem je ženska, ko je odprta. In to ti vidiš, zato ker takrat si jo ti bolj želiš, takrat je ona bolj sijoča, vohaš jo drugače, takrat je ona kot rožica, ki se je pravkar odprla na soncu. Ona postane igriva, bolj odprta, bolj za akcijo, bolj aktivna v življenju, bi želela skakati po tebi, takrat je ona navzven. In moški takrat pa uži to njeno odprtost, uži to njeno pripravljenost in se tudi ti dovoli napolniti s to njeno energijo. In pri ženskah to stanje nastopi takoj, ko se začne menstruacija. Prvi dan menstruacije je ženska še obrnjena navznoter, potem pa različno pri ženskah. Od 1. do 3. dneva se nastavi ta energija. Običajno od 3. dne menstruacije oziroma vkolikor nimaš več menstruacije, se ravnaš na luno in boš čutila, da ko opazuj prazno luno, opazuj polno luno, enkrat imaš polno energije, enkrat si prazna energije in ko si polna energije, je tista luna tvoja ovulacija, ko si prazna energija, je tista luna tvoja menstruacija oziroma to obdobje, ki je nasprotje ovulacije. In torej, kaj se dogaja moški? Ko je ženska v tej odprtosti, takrat ti doživljaj z njo to odprtost. In potem pa obstaja še tretje stanje vmes. To je zdaj najbolj preprosta razlaga, moški. Drugače je več žensk. Vsak dan druga. Ampak poskušamo zelo preprosto razložiti, da boste lahko razumeli. Je obrnjena navznoter, nekako bolj zaprta, čuteča ženska, je odprta ženska, sijoča, zelo govori takrat tudi. In potem obstaja pa še eno stanje vmes in sicer to stanje pa nastopi čisto od vsake ženske odvisno. In sicer to stanje je pa, ko ženska na nek način ne poskrbi zase, je ženska ziritirana. In kakšna je ženska, ki je ziritirana? Hitra, to je prva stvar. Hitra, glasna, osorna, odrezava, reže, njena energija reže. Zakaj? Zaradi tega, ker ti, draga ženska, nisi na nek način poskrbela zase. In takrat, ko greš ti v to osorno energijo, ko greš ti v rezajočo energijo, takrat moški ne more do tebe. In dejansko moški za vas, zdaj boste ženske hude na nas, ampak tako je, moški takrat se pa moraš umakniti. Takrat ti pa daš prostor. In takrat je na tebi, da se ti na svoj način zabavaš, da ti svojo energijo nastaviš, da ko se vrneš, ti lahko njej držiš prostor. Moški lahko to razumete? Ja. In torej, ženske, nekaj morate vedeti. Ko si ti v tej cop energiji, ko si zelo odrezava, če bi moški, ampak to je zdaj resno, če bi moški takrat ostal zraven tebe, bi ga ti razrezala kot salamo. Energijsko bi ga razrezala, ker je ženska energija tako močna. Zato takrat moški mora iti stran. In takrat ti potrebuješ iti k sebi, ne k njemu. Takrat se moraš ti ukvarjati s seboj. Lahko to razumete? In torej, kar je zelo pomembno, je, ponovimo še enkrat, ker je zelo ključna ta jasnost. Ko vstopiš v svoj partnerski odnos s filmom, s zgodbo, ti se ne povezuješ s svojim partnerjem in ti nisi zadovoljen v partnerskem odnosu. Ko ti vstopiš iz sebe in najlažje, da prideš vase, je, da ali malce zabrundaš, ali malce, naprimer, poveš svoje ime, ali ženska, da stisneš svojo nožnico parkrat, da prideš vase. In na tak način prineseš v odnos svojo pristno energijo tistega trenutka. Upoštevajte ta navodila, te nasvete, ne glede na to, ali se dobivaš z nekom na čisto sveže, ali si z nekom že dolgo časa, ali je to partnerski odnos, ki ga želiš zaključiti ali začeti. Ni važno, kje v stopnji partnerskega odnosa si ali s kom si.
Zelo pomembno je, da razumeš. Tudi če sta v partnerskem odnosu dva moška ali dve ženske, je potrebno razumeti, da če sta dve ženski, pomeni, da morata obe ženski upoštevati to energijo, ki jo ženska nosi. In zdaj, kar želimo predati, je še eno jasnost, to sta usmeritev. Spolnost je v partnerskem odnosu izjemno pomembna. Če jo dolgo časa v partnerskem odnosu ni, jo je potrebno začeti oživljati. Kajti skozi spolnost se med moškim in žensko oziroma med osebama, ki sta v partnerskem odnosu, začne ustvarjati globja povezava. Če spolnosti ni, jo potrebuješ ustvarjati najprej sam s seboj, zato da boš lahko v odnos prinesel to energijo. Če dolgo časa, naprimer, partnerja nista spolno aktivna in ti samo pričakuješ, da enkrat pa bosta, boš dolgo čakal, da se bo vajina energija poklopila. Zato, če si ti želiš spolnosti, samo začni skrbeti za svojo spolnost na različne načine. Lahko tako, da sebe večkrat spolno zadovoljiš, lahko tako, da se večkrat, naprimer, masiraš, sproščaš, zabavaš, karkoli. Dajaj sebe v to energijo spolnosti, v ta užitek, v to pretočnost. In ko s to energijo prideš v odnos, valoviš in oseba se lažje odzove nate. Vprašamo, lahko to razumete? In torej, pričakovati spolnost, ko jo že dolgo časa ni bilo, samo od sebe se ne bo zgodilo. Ti jo potrebuješ z energijo skreirati. In skreiraš jo tako, da greš v svojo lastno spolnost. In zelo pomembno, zares zelo pomembno, je, da spustiš vse občutke tabujev, predsodke, sram, ki je povezan s tvojo lastno spolnostjo. Če ti nisi udoben in v užitku, ko se dotikaš sebe, ti v odnos, spolni odnos prihajaš zelo prazen. Ko pa ti znaš sebe začutiti, ko ti znaš sebe dotakniti, ti v odnos prideš vibrirajoč, si magneten in oseba se močneje odzove nate. In zato, drage ženske, naprimer, če želiš imeti danes spolni odnos s svojim moškim, vse, kar moraš storiti, je, da na poti domov malce stiskaš nožnico, predno prideš čez vrata, zmasiraš svoje prsi in samo greš v to energijo. In samo, ko prideš domov, samo pojdi v to energijo in pojdi do njega in bodi v tej energiji in se ga dotakni in ga poljubi in ga primi za rit in naredi karkoli je tisto, kar ti narediš. In samo bodi v tej energiji in zaupaj, če boš ti v tej energiji, in samo vztrajaj v tej energiji. Tudi če on leži na kavču in gleda film, ti pa samo bodi v tej energiji in hodi mimo v tej energiji in se ga dotakni v tej energiji. In morda bo potreboval malce časa, da dojame, ampak samo, ko boš ostala v tej energiji, se bo on odzval. Pri moških, dragi moški, pri vas je enako. Če želiš danes imeti spolni odnos s svojo žensko, ko greš domov, pa zdaj to ni hec, to je resnica, požgečkaj svoje testise, svoje jajčka, saj se razumemo. Zakaj? Zaradi tega, ker tako kot je pri ženskah njihove prsi, so pri vas vaša jajčka. In če jih ne stresaš, če jih ne zmasiraš, ti sebe ne prižgeš. Zato moški, večkrat žonglirajte s svojimi jajčki, pomežik. In na tak način boste dejansko se priklapljali. In oseba, ko prideš domov, te bo začutila, bo šla lažje s to energijo, se povezala s teboj s to energijo. Torej, o spolnosti zaenkrat toliko. Hvala.